Dobrodošli v oddaji Ad hoc. Danes je z mano plesalka in koreografinja Ana Marija Klajnšček. Dobrodošla. Živijo. Povej mi, ko smo se po mailih dogovarjali za intervju, si mi poslala na koncu vedno lep pozdrav iz Barcelone, potem lep pozdrav iz Švedske. Kaj si počela v teh krajih? Zdajle v zadnjem mesecu smo ravno imeli eno turnejo. In sicer smo nastopali najprej v Nici, v Franciji, potem sem v bistvu imela samo ene vaje v Barceloni z eno špansko ekipo, s katero smo potem šli nastopati na Švedsko, v Umejo, na sever Švedske. Torej, plešeš sodobni ples? Kakšna zvrst je to? Mogoče, da gledalci, ki tega ne poznajo, dobijo nek feeling, kakšen ples je to? Sodobni ples je mogoče od vseh zvrsti plesa najbolj povezan s teatrom. Večkrat se uporablja tudi tekst, včasih imamo tudi glasbo v živo, včasih posneto. Dela se večinoma tako približno kakšno uro dolge predstave, ki se jih potem nastopa v teatrih največkrat. Včasih tudi kje zunaj, na odprtem, ampak večinoma znotraj teatrov. Kdaj pa si se začela s tem ukvarjati? Kako je ta pot šla? Ples je v bistvu vedno bil del mojega življenja, res že odkar sem bila čisto mičkena. Tako da je bil vedno zelo prisoten, samo postopoma je postajal vedno bolj pomemben, bi jaz temu rekla. Že v bistvu, ja, od malega sem plesala, potem na eni točki so mi povedali, da obstaja plesna gimnazija in sem se takoj tja vpisala. In na plesni gimnaziji so mi predstavili možnost plesnih akademij. Takrat še pri nas ni bilo plesne akademije, tako da je to pomenila tujina in ja, s tem potem profesionalizacija naprej. Kako je izgledal pouk na plesni gimnaziji, recimo? To je splošna gimnazija, tako da pravzaprav še zmeraj dobiš ti na koncu splošno maturo in vse ostale normalne predmete. Imaš pa vsak dan kot dodatek vsaj 1 do 2 treninga. Znotraj programa je vključen sodobni ples, balet, potem neko umetniško ustvarjanje, koreografije, tudi v bistvu igra in gledališče, posebej dobiš še dodatno glasbo, anatomijo, zgodovina plesa in gledališča, tako so še te neki specializirani predmeti dodatni, tako da ur je kar velik, ki jih preživiš na šoli. Ampak je ena zelo kvalitetna gimnazija, bi jaz temu rekla. Kako si se spopadala s tem v bistvu in z učenjem za normalne predmete in s toliko treningi in še dodatni predmeti strokovni? Čisto iskreno, v srednji šoli mi to ni bil nek velik problem. Jaz sem bila kar ta ena od teh piflark, da mi v bistvu neki običajni predmeti niso predstavljali nekih težav. Se mi pa zdi, da pravzaprav zaradi vseh teh strokovnih predmetov je bila moja motivacija ful večja za šolo. Celoten razred smo bili v bistvu plesalci, zraven je bil še razred igralcev, vsi umetniško usmerjeni in tako neko vzdušje umetniško, ker nam je vsem v bistvu šola predstavljala nekaj ful dobrega, nek razvoj umetniški, tako osebnostno, kot tudi za naprej. Tako da se mi zdi, da je mogoče, ja, sem bila še toliko bolj motivirana vsak dan, da ostanem in gremo v šolo. Pa ste na koncu imeli tudi kakšne produkcije, ali kako je bilo s tem? Ja, vsako leto imaš več kakšnih manjših projektov, na koncu pa vedno še šolska produkcija, takšna malo daljša predstava, kjer se vsak letnik tudi predstavijo. In potem si nadaljevala študij na Nizozemskem. Tako je, ja. Na Akademiji za teater in ples v Amsterdamu. To je 4-letni študij, dodiplomski in ja, tam je pa pravzaprav vse skupaj preraslo v nek drugo vrsto profesionalizma, kjer imaš čez dan od 9 zjutraj do 5, 6, včasih tudi do 7 zvečer razne treninge in večini ples. In kakšen je bil to v bistvu preskok iz Slovenije nekam v tujino? Je bil lahek ali si bila vedno bolj za tujino? Mislim, na začetku sigurno ni bilo lahko iti v neznano, v neznan kraj, z neznanimi ljudmi, neznan jezik. Ampak ne vem, neko tako posebnost je v teh mednarodnih študijih, da pravzaprav vsi pridemo tja z istim interesom in istim namenom, ampak vsak
prihaja iz svoje države, iz svojega ozadja, vsi smo nekako v istem neznanem. Tako da se mi zdi, da zaradi tega smo se tudi zelo hitro povezali v eno skupino kot neka družina znotraj akademije. Ja. Ni lahko bilo, je bilo pa definitivno zelo zanimivo. Je ostalo kaj časa za socialno življenje ali pa normalno študijsko življenje, za iti žurat? Mislim, seveda smo tudi žurali, ampak mogoče ne glih tako kot vsi študenti, bi jaz temu rekla. Zelo veliko tudi tega prostega časa se je posvečalo sami umetnosti in plesu, dodatnim projektom izven faksa, nekim med nami, ki smo jih mi organizirali, oziroma iti gledati čim več stvari, čim več projektov. Tako da ja, definitivno je tudi Amsterdam eno tako mesto, ki ti ponudi vsega, kar si želiš. Pa je tudi tako plesno mesto, je tam to razvito? Ja, Nizozemska nasploh je kar en zelo močen tako epicenter, kar se tiče sodobnega plesa še posebej. Samo na Nizozemskem mislim, da imajo 5 različnih akademij za ples. In tudi ja, svetovno mogoče vse te večje produkcije, vse večje kompanije vedno na turnejah pridejo tudi v Amsterdam. Tako da res moram reči, da sem zelo vesela z mojo odločitvijo iti v Amsterdam, ker sem videla toliko enih različnih del, stvari, ljudi, kompanij, ki jih drugače ne bi imela priložnost spoznati. Pa so bili to sprejemni izpiti, da si bila sprejeta tja? Kako je to potekalo? Vse plesne akademije imajo neke sprejemne izpite, potem pa odvisno, kako se organizira. V Amsterdamu je to bilo v bistvu 3-dnevna avdicija, kjer si ti cel dan po različnih treningih, v različnih skupinah in vsak dan na koncu naredijo res in pač povejo, kdo je vabljen naslednji dan. Mislim, da nekje okoli 500 ljudi nas je bilo na sprejemnih. Sprejme se pa 20 ljudi. Tako da definitivno kar stresna izkušnja. Wow, in to je bila to edina akademija, na kateri si probala? Jaz sem delala audicijo še v Salzburgu, v Avstriji, kjer je tudi ena zelo kvalitetna akademija. Tako, zaradi finančnih sredstev sem se odločila, ok, bomo probali na 2 iti, pa vidimo, kaj se zgodi. Pa je v bistvu bilo tako, da v Salzburgu je bila pa v 2 različnih časih organizirana audicija. Prvi krog in potem čez 2 tedna drugi krog. In glih v teh 2 tednih vmes sem bila jaz v Amsterdamu sprejeta. Tako da na koncu sploh nisem šla dokončati audicijo v Salzburg, ker sem si rekla, če bi bila sprejeta, kje bi zares hotela biti. In se mi je zdelo, da bi raje živela v Amsterdamu ta leta, kakor v Salzburgu. Ok, super. In potem po študiju pa si šla v Nemčijo? Ja, najprej sem 1 leto delala v plesni kompaniji Tanz Mainz, to je v mestu Mainz v Nemčiji. To je znotraj enega ogromnega teatra, kjer imajo svojo gledališko skupino, svoj orkester, svojo tudi skupino, kar se tiče neke operne zasedbe. Celo muzikle so delali, mi smo bili pa prav skupina za pač sodobni ples. To je tako, kot pravim, ogromna inštitucija, nas je bilo samo znotraj plesne skupine 20 plesalcev. Kakšna je bila ta izkušnja? Super je bilo videti, kako funkcionira življenje znotraj kompanije. Jaz sem ful hvaležna za to izkušnjo. Mi je pa v enem letu ratalo jasno, da to ni zame. Res? Zakaj ne? Tako, znotraj ene take ogromne inštitucije, znotraj kompanije si ti pač del nekega večjega sistema, kjer opravljaš svojo funkcijo zgolj kot plesalec, kar je včasih zelo fajn, ampak meni je malo manjkalo kreative. Tako da vedela sem, da si želim to delati kot koreografinja svoja dela in v takih inštitucijah to ni glih zares mogoče. Tako da ja, sem se zaradi tega tudi odločila po tem 1 letu, da bom začela freelancati, torej delati kot pač samostojna umetnica po različnih projektih. Kar ja, verjetno brez te izkušnje bi se vedno mogoče spraševala, a je to ali ni to. V tem 1 letu pa ja, se mi je razjasnilo, kaj si zares želim. In potem kam te je vodila pot? Pol si tam dala odpoved in se odločila za freelancer? Ja,
pot? Po tem letu v Nemčiji sem v bistvu prvi projekt dobila v Španiji za eno špansko koreografinjo v Barceloni. In sem v bistvu odšla tja za par mesecev za ta projekt. Potem pa zelo hitro sem se v bistvu zelo domačila v Barceloni in sem si rekla, wow, tukaj se pa dosti bolj domače počutim in poskušala iskati druge projekte. Ja. In nekako se stvari same odvijajo, tako da počasi v bistvu sem prešla iz enega projekta v drugega, v tretjega. Sicer sem vse skozi držala tudi navezavo z domom in delala tudi kakšne projekte v Sloveniji, čeprav ja, enih 6 let je bilo večina projektov v Španiji. To si mogla sama iskati ali je šlo mogoče tudi od ust do ust potem, da so te priporočali naprej? Mislim, mogoče se tudi kdaj razširi kakšen glas, ampak se mi zdi, da vseeno večinoma je na tebi, da pač si poiščeš. Včasih kakšni projekti so prišli preko audicij, drugi projekti preko, ne vem, koreografov, ki sem jih že odprej poznala, ki so me zanimali, stopiš z njimi v kontakt. Tako. Težko zares razložiti, kako se gre od projekta do projekta, ampak nekako mi je kar steklo tam. Ja. Sem dobila nek svoj krog ljudi. Pa je mogoče za slovenskega plesalca skoraj nujno, da si naredi neko kariero v tujini, če sploh hoče preživeti ali pa se s tem ukvarjati? Ne vem, če je glih nujno, mislim pa, da je definitivno vredno vsaj probati. Se mi zdi, da ti mogoče malo razširi neka obzorja, malo spoznaš več različnih ljudi, ki imajo različne načine dela, različne pristope. Se mi zdi, da lahko zelo zrasteš s takimi izkušnjami. Zdaj sem ponovno v Sloveniji in čeprav še zmeraj veliko delam s tujino, dajmo reči, da je zdaj Slovenija ponovno ratala baza in mi je tudi lepo se vrniti nazaj domov, ampak tudi s tem občutkom, da mogoče še kaj drugega iz tujine prinesem nazaj domov. Ja. Ja, v bistvu si delala v več različnih tudi kulturnih okoljih, ne? Kako ti je bila ta izkušnja, oziroma mogoče kje ti je bilo najbolj všeč, kje ti je bil največji izziv? Jaz bi rekla, ja, da Španija mi je bila najbližje. Res sem imela tak občutek po Nizozemski pa Nemčiji, ko sem se preselila v Španijo, sem si rekla, wow, ok, Slovenija, mi smo tudi južni ljudje. Nekako sem se v bistvu zelo domače počutila. Ne vem, po nekem vsesplošnem vzdušju, ja, se mi zdi, da ta neka navezava, da tudi mi smo del Mediterana, mogoče sem se dosti bolj, ja, domače počutila v Španiji, kakor prej v Nemčiji ali pa na Nizozemskem. Pa ne, da je tam bilo kaj slabega, ampak ja, neke podobne vrednote mogoče. Ja. Si že od samega začetka, oziroma ko si torej po faksu oziroma po tej Nemčiji, ko si bila v kompaniji, kako se reče že, si že takrat začela delati kot koreografinja ali je to prišlo kasneje? Že na faksu smo v bistvu, so nas kar spodbujali, da tudi razvijamo kakšne lastne projekte, sicer manjše, krajše stvari, zaradi tega, ker ni bilo časa za velike produkcije tekom faksa. Tako da že takrat v bistvu, ja, sem začela določene stvari malo raziskovati in odpirati ta zanimanje. Ampak ja, mogoče zares, šele potem, ko sem začela delati kot freelancerka, sem se lahko zares usmerila v to, pa si vzela za to čas in ja, ustvarila celotne produkcije. Kje pa se bolj najdeš, kot plesalka ali koreografinja? Iskreno mi je super imeti balans teh dveh stvari. Se mi zdi, da zaradi ene zelo bolj cenim drugo. Delati kot plesalka je, mislim, v tem res uživam in je super razvijati, podajati se v ideje nekih drugih koreografov, iskati rešitve in koreografije za njimi. Po drugi strani pa seveda delati kot koreografinja predstavlja eno veliko večjo svobodo in umetniško izražanje, ki se mi zdi, da ga tudi potrebujem, da vedno sem si tudi želela v bistvu, ja, raziskovati, kaj res lahko sama ustvarim in kaj vse lahko tam pride. In ja, in tudi
Seveda pa prenese tudi tisto drugo stran, kar pomeni celotna organizacija celotnega projekta in produkcijsko in finančno in organizacijsko in kasneje distribucija, prodaja, še zelo velikega dela, ki pač ga kot plesalec mogoče nimaš toliko. Ja, v bistvu ljudje mogoče vidijo bolj te nastope, uspehe in je to mogoče eden od bolj oziroma od manj vidnih stvari. Definitivno. Mislim, delati kot koreograf pomeni zelo veliko enih ur za računalnikom, pisanja, razpisov, začeti pri tem, da moraš ti celoten projekt spisati, še preden začneš ga delati. Še preden imaš ekipo na kupu, kar seveda ni lahko. Ja, in potem pač, ko dobiš razpise, delati celotno organizacijo in budgeting in iskanje prostorov in kontaktiranje producentov, koprodukcijskih sredstev in tako. Je zadaj veliko enih ur, predvsem za računalnikom, poleg tistega kreativnega dela, ki potem na koncu pride na oder. Ja, to sploh človek verjetno ne pomisli, da ni samo dvorana, ampak še vse ostalo. Kje pa črpaš navdih oziroma kako poteka tvoj kreativni proces kot koreografinja? Se mi zdi, da vsak projekt je čisto drugačen. Vsak projekt ima neko svojo pot. Mene osebno, se mi zdi, da me vsakič potegne nekaj drugega, zaradi tega, ker me zanima preveč različnih stvari mogoče tudi. Tako da v vsakem projektu je ta proces zelo drugačen. V nekaterih procesih se vključuje zelo veliko nekega čtiva in branja in raziskave, ali ne vem, antropološke, zgodovinske, ali zelo iskanja navdiha v celo poeziji, kdaj, zelo odvisno od projekta. Sem pa ena od koreografov, ki dela zelo na fizični ravni. Zame je zelo pomembno pač so neka fizična načela in raziskovanje le-teh znotraj studia. Tako da, čeprav je vedno zadaj nek daljši proces koncepta in tako na koncu sam razvoj, res raziskujem gib, ne zgolj neko filozofijo o gibu. Ja, zanimivo mi je bilo, ko sem brala tvoj CV, ena predstava se dogaja v kvadratnem metru prostora, ne? Ja, moja zadnja produkcija se imenuje Vulneri. Je trio za 3 plesalce in zraven imamo še enega glasbenika v živo. In sicer, začetek je bil v bistvu v predpostavki, da nas prostorsko zelo omejim. Glede na to, da smo 3, sem nas postavila v približno 1 kvadratni meter prostora in se celotna predstava zgodi znotraj tega zelo omejenega prostora. Malo kot nek komentar, refleksija na mogoče svetovno dogajanje, overpopulacije, vedno več nas je, vedno manj imamo prostora, vedno manj imamo nekega osebnega prostora in kaj to pomeni, kako to vpliva na nas. Mogoče kot neka malo idealistična predstava, rahlo, v iskanju tega, kako bi se s tem lahko soočali na nek produktiven način. Kako najti neko sožitje, neko spoštovanje in sobivanje znotraj situacije. Koliko lastnih predstav imaš zdaj že? Takih večjih projektov, celostnih predstav z turnejami, sem v bistvu začela z enim duetom, z enim Špancem, potem sem imela solo, potem je bil en kvartet, kjer sva 2 plesalki, 2 glasbenika in zdaj ta trio. To je zdaj 4. taka daljša predstava. Vmes so seveda še kakšne manjše stvari, tudi kakšen plesni film, ampak kot celostna predstava s turnejami, dajmo reči, da je to 4. Kaj ti je boljše, plesati sama, recimo omenila si to solo predstavo, Ona se kliče, ne? Ali pa v nekem manjšem, recimo, ansamblu? Ja, povsem drugače je. Ne vem, če bi rekla neka preferenco. Zelo sem uživala tudi v bistvu imeti ta solo projekt. Lotila sem se ga mogoče glih zaradi tega, ker sem kar nekaj let plesala v zelo velikih skupinah, zelo velikih projektih, z veliko ljudmi in sem rabila mogoče malo res samo
prostora zase. Ampak vedno uživam v sodelovanju. Se mi zdi, da vse splošno zelo rada ustvarjam z ljudmi. Znotraj sodobnega plesa je tudi vedno tako, da čeprav sem mogoče jaz koreografinja, to ne pomeni, da ostali niso soustvarjalci. Tako da še zmeraj v bistvu zelo veliko sodelujemo in ustvarjamo skupaj. In se mi zdi, da vedno delati z ljudmi mi da ful ene inspiracije. Ja. Imaš kakšen ritual pred nastopom? Mislim, verjetno se moraš ogreti kot plesalka, ampak... Ja, poleg tako, vseh teh praktičnih stvari, ki jih prej narediš v teatru, pa greš skozi, pa luči, pa se ogreješ, pa pripraviš, pa kdaj še ponoviš, ponavadi kakšen del koreografije, pa tako. Ponavadi tisto zadnjo uro pred predstavo si probam vzeti res zase, zato da se umirim, pa da se tudi psihično zares pripravim. Takrat je ponavadi čas za make-up, kar je se sicer sliši kot nek detajl, ampak to je tudi eno tako meditativno stanje, v bistvu, da se samo skoncentriraš na to neko fizično pripravo. Mogoče tak detajl, vedno pojem eno banano. Aha. Tako 1 uro pred predstavo. Za moč. Ja, vedno tako še neke male energije, tisto, kar boš pol pokuril. Pa se ti je kdaj zgodilo na odru, da si pozabila kakšen del koreografije? Sigurno. Ja, veliko imam različnih projektov in dostikrat so tudi te turneje, kjer skačeš pravzaprav iz enega projekta in naslednji dan nastopaš drug projekt in to menjate včasih, mislim, je zelo veliko za zapomniti. Zdaj konkretno pravzaprav se ne spomnim, ampak sem prepričana, da se je tudi zgodil kdaj kakšen moment, ja, ko se zmotiš ali pa pač se za sekundo zgubiš ali pa pozabiš ali pa ne veš, kaj je naslednja stvar, ampak mislim, da biti profesionalec pomeni ravno to, da se znajdeš v teh momentih, kako naprej. Večinoma pa sploh imaš še koga na odru, tako da tudi če ti pozabiš, ti nekdo drug pomaga. Ja, mogoče edino, kar bi se jaz bala, če bi nas bilo več na odru in bi vsi plesali isto koreografijo in pol se vidi, če se ti zmotiš ali če... Ja, to se tudi zgodi, definitivno. Sicer imam malo takih koreografij, ampak sem tudi že imela kakšno tako. Pa tako bom rekla, v tem momentu, ko se takrat zmotiš, če samozavestno nadaljuješ, zgleda kot solo moment. No, evo. Morajo biti plesalci, torej seveda fizično pripravljeni, ampak se zato pripravljaš samo preko plesnih vaj ali mogoče moraš tudi posebej hoditi v fitness ali karkoli? Mislim, da nekega posebnega fitnessa jaz ne rabim. Jaz od, ne vem, 5 do 8 ur na dan imam fizičnega treninga, tako da ponavadi nekih dodatnih stvari ne potrebujem. Kar poskrbim je mogoče v času, kadar imam kakšno pavzo vmes, kakšen teden, kjer nimam treningov, da vzdržuješ kondicijo, da ponavadi naredim sama zase kot kakšen trening, jogo, pilatesa, vaje za moč, ampak tudi zelo cenim počitek. Se mi zdi, da je tudi zelo podcenjen v bistvu vse splošno počitek in regeneracijo. Se mi zdi, da še nikoli se ni tako hitro neke kondicije izgubili, da bi mogel ful nekaj ekstra trenirati vmes. Ja, drugače imam pa zelo rada tudi marsikjer šport in stvari, ki niso povezane s plesom. Pa, kaj sem hotela reči, ja, verjetno tudi zaradi poškodb, ne, je pomemben ta počitek, ker telo je v bistvu tvoj inštrument, ne? Ja, definitivno. Mislim, v takih naporih, kakršnih imamo mi vsak dan v bistvu, zelo hitro pride do nekih poškodb. Moram reči, da imam srečo, da nisem imela kakšnih zelo večjih stvari še. Ampak ja, gre tudi za neko v bistvu kontinuiteto tega, kako delaš s svojim telesom. Eno je to, da ga vzdržuješ v redni kondiciji, da vzdržuješ neko mišični tonus, ki te v bistvu obvaruje pred poškodbami, ampak ja, tudi počitek je zelo pomemben del tega. In se mi zdi, da
Ja, se z leti tudi vedno bolj učim, da pač si tudi vzameš čas za počitek, čeprav pridejo tudi momenti, ko je preveč vsega in ni tega časa, ampak kar sem se naučila, je mogoče to, da kadar tako sovpadejo te koledarje, da je naenkrat čist preveč projektov in stvari dlje časa, da si potem, vsaj potem res probam vzeti nek moment, ok, tukaj pa bom imela 1 teden, 2 tedna, res samo za regeneracijo, za rekuperacijo. Kako pa je s starostjo pri plesalkah? Ker recimo pri igralkah obstaja mit ali stereotip, da starejše, ko so, manj dobivajo vlog. Je podobno tudi tukaj ali ima tudi neka fizična pripravljenost veze? Ja, sigurno je tudi nek ta, mislim, je kariera plesalca vseeno ima neke specifike. Mogoče zdaj, ko trenutno imam 30 let, recimo, bi jaz rekla, da fizično sem nekje na vrhuncu nekih sposobnosti, ampak to ne pomeni, da potem več teh možnosti ni. Se spremenijo in dobijo drug čar. Se mi zdi, da tudi tako, jaz osebno res zelo cenim, kadar vidim neke starejše ljudi na odru, kadar jih vidim plesati. Zaradi tega mogoče ne rabijo več delati, ne vem, kakšnih akrobacij, ampak imajo tako močno odrsko prezenco in se vidi toliko nekih izkušenj zadaj, da v bistvu ne rabijo za to, da bi še zmeraj bili v bistvu čudoviti na odru. Verjamem nekako, da je ta kariera res lahko dolgoročna, če pravilno skrbiš zase. Seveda se spreminja, ker telo se spreminja in se ti tudi more v bistvu s kariera malo spremeniti, ampak ja, ne pomeni pa, da se mora zaključiti. Sem tudi že spoznala marsikoga, tako res starejšega, ki še zmeraj aktivno dela kot performer, kot plesalec. V Španiji sem imela recimo en projekt, v katerem nas je bilo 10 plesalcev vseh različnih starosti. Najstarejša je imela 65 let in je še zmeraj z nami plesala in čudovito je bilo z njo delati in z njo plesati. Kako pa je s tekmovalnostjo med plesalkami? Jaz bi rekla, da znotraj sodobnega plesa mogoče ni tako zelo kruta. V neki zdravi meri seveda je, ampak se mi zdi, da je sodobni ples od vseh teh različnih disciplin vseeno dosti bolj kolaborativen, kjer se razume, da pravzaprav vsak dela individualno s svojim telesom, s svojimi zmožnostmi, kar je kar velika razlika v primerjavi z recimo baletom ali pa s kakšno drugo tako disciplino. Ja, tako da bi rekla, da ni prehudo. Pa so ti blizu tudi kakšne druge plesne zvrsti? Jaz osebno sem vedno bila znotraj sodobnega plesa. Zdaj, tudi znotraj sodobnega plesa imaš več različnih nekih podzvrsti. Ena od njih, s katero se jaz zelo veliko ukvarjam, je kontakt. To je pač delo v fizičnem stiku, kjer vključuje tudi zelo veliko nekih mogoče bolj akrobacij, včasih malo meji celo na nek cirkus, zaradi teh pač cirkuške akrobatike. Tako da mogoče je to neka moja specializacija, bi jaz rekla, znotraj sodobnega plesa. Nisem pa nikoli šla zelo veliko neke druge stile. Sem imela zelo veliko treningov in baleta in ne vem, tudi marsikaterih drugih plesov, ampak nisem se pa nikoli tja usmerjala. No, si pa tudi pedagoginja oziroma izvajaš razne workshope, učiš različne generacije. Kako si v tej vlogi, kako vidiš mlajše plesalce? Ja, v bistvu sem že vse od študija začela pravzaprav tako tu pa tam poučevati. Na začetku je bilo v bistvu predvsem zaradi tega, ker sem želela držati stik s Slovenijo in je bila to ena točka, kjer mi je bilo najbolj dostopno, da pravzaprav tu pa tam se organizira kakšen trening, kakšen workshop in s tem tudi prav neko znanje iz tujine lahko pripeljem domov. Postopoma pa ja, sem ugotovila, da je to tudi eden od stvari, ki se mi zdi, da mene zelo veliko nauči, da se v bistvu kot pedagog lahko zelo zrasteš, ko moraš tako vsakič znova definirati in redefinirati določene stvari in jih pač verbalizirati in ugotoviti, kako jih narediti dostopne ne samo tebi in lastnemu telesu, ampak pač celoti in vsem ostalim. Tako da v bistvu, ja, zdaj že res kar nekaj let poučujem
različne tudi skupine, kar je tudi zelo zanimivo vsakeč, ja, delati in z otroci, in s starejšimi, in s profesionalci, in z amaterji. V bistvu mi je zabavno, moram reči, da v tem, kar uživam, ampak ni pa to bilo nekaj, kar bi jaz redno počela. Torej, to je tak en dodatek vmes, v katerem se mi zdi, da sem tudi zelo osebnostno zrasla. Ja. Kaj je mogoče neka največja lekcija, ki ti jo je dal ples? Zanimivo vprašanje. Meni se zdi, da me je ples ogromno enih stvari naučil. Res ogromno. Mogoče najbolj od vsega bi rekla, da mi je razširil obzorje, zaradi tega, ker sem spoznala toliko enih različnih ljudi. Večinoma delamo v mednarodnih zasedbah, kjer so ljudje iz vsepovsod, in toliko enih ljudi različnih sem spoznala in njihovih načinov razmišljanja in delovanja in funkcioniranja, različnih kultur in ver in verovanj, temu tako reči. In se mi zdi, da je to nekaj osebnostno tako močnega, ki bo vedno z mano ostalo. Ja. No, glede na to, da si bila torej, v veliko različnih kulturah, državah, vse to, kar si naštela, govoriš tudi več različnih jezikov? Torej? Ja, tudi kar nekaj. Zdaj, v zadnjih letih, tako kot sem rekla, sem bila največ v Barceloni, tako da sem se naučila špansko, pa tudi katalonsko, kar je bilo seveda malo presenečenje, ko sem ugotovila, tule govorijo dva jezika. In malo hočeš, nočeš, se moraš oba dva naučiti. Drugače pa največ seveda delam v angleščini, zaradi teh mednarodnih zasedb, tako da angleščina mi je včasih skoraj da ratala bolj domača od slovenščine. Osnove imam nizozemščine in nemščine, govorim francosko še iz srednje šole, hrvaško, je kar ene par teh jezikov, ja. Sem zdaj tudi počasi ugotovila, da tudi italijansko pravzaprav razumem skoraj vse. Govorim tako na pol špansko-italijanščino. Ja, to. Ja. Lepo. In omenjala pa si tudi, da ti je všeč tudi več ostalih športov in da še več drugih stvari delaš. Kaj so te stvari? Športi so vedno bili zelo prisotni v mojem življenju. Rada delam s telesom, ampak tudi rada uživam s telesom v drugih aktivnostih. Kadar mi uspe, grem recimo po zimi vedno snowboardat, poleti kajtam, plezam v naravi, v skalah, longboard. Je kar eno takih par stvari, v katerih zelo uživam. No. Vsestranska torej. Ja. Drugače pa tudi od malih nog sem veliko pela, tako da tudi v zadnjih letih malo več to delam z glasom, tudi na odru spet. Je kar par stvari v mojem življenju še. V bistvu malo mi zmanjkuje časa za vse, kar bi želela. Vse to. Ja. Trenutno imaš kakšen aktualen projekt, s čim se trenutno zdaj ukvarjaš, ali pa kaj te še čaka? Prejšnji teden smo ravno imeli premiero ene nove predstave, enega slovaškega koreografa, Milana Tomašika. Tako da smo v bistvu ravno kar zaključili ta projekt. Smo imeli 3 predstave v Ljubljani, v Plesnem teatru Ljubljana in potem še v Murski Soboti v teatru. Ta teden v četrtek imam ponovno moj solo v Mariboru, to solo Ona, v okviru odprtja neke razstave. Naslednji teden odpotujem v Španijo, imamo spet neke vaje tam. Potem moja predstava Vulneri imam v Ljubljani na festivalu Spider. In zatem odpotujem v Nemčijo, mislim, da s to špansko predstavo eno. Tako da zdaj imam še 2-3 tedne še kar pestro, ja. Preden se zares poletje začne. Ja, te čaka pol kaj dopust, že kaj planiraš? Planiram predvsem nekaj dosti početi. Ampak ja, definitivno. Zdajle je bilo res pestrega pol leta, zelo veliko enih različnih projektov, tako da sem si letos probala zadati, da imam poleti malo več frej.
No, super. Morje je toplo. Definitivno. Jaz sem kar pripravljena na kakšno ležanje na plaži. To. Ana Marija, hvala, da si bila z mano in delila vse svoje izkušnje in modrosti. In srečno naprej. In da se spočiješ. Hvala tebi. Vam, gledalci, pa hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič.